Začnimo s prvo temo, pojmo parlament. To je kraj, brez katerega baje ni demokracije. Predvsem pa vsaj pol naše oddaje. Parlament je v bistvu tako, kot vsako delovno mesto, kjer ne bi se praviloma delalo, v resnici pa bolj ali malo sem zabavajo. No, ta teden je bil spet čas za to, da se pred poslanci nariše cmerar in odgovori na njihovo vprašanje. To se zgodi enkrat na mesec, kar pomeni, da je to oblika menstruacije za našega premierja. Pač, poleg tiste ta prave, ki jo tudi ima, by the way. In naj bila seja zanimiva? Kar premijer Miro Cerar je danes poskrbel, da so poslanska vprašanja vladi prešla na raven osebnega spopada z nekdanjim strankarskim kolegom in soustanoviteljem vladajoče SMC Bojanom Dobovškom. Ja, neodvisni Bojan Dobovšek, če ga roči so baje posrkale že mnogo človeških duš, je v vprašanje premijeju zavil kritiko vladi. Vlada mora kreirati politike. To vidimo, da gre na področju zdravstva zelo slabo. V Sloveniji se po to vlado zopet čaka na neke evropske direktive, namesto da bi sami začeli ukrepati in začeli izvajati nadzor. Dajmo prevesti Bojana. Smerarjeva vlada je nesposobna in neučinkovita, premijer pa je evropska lutka. Da so preprosto rečeno luzeri, kar niti ni tako daleč od resnice. In kako se je odzval Miro? Se je skril pod mizo, tako kot zna? Gospod poslanec je vprašanje uporabil še za to, da pove, kako dela vlada slabo, kar pa seveda ne drži. Drži pa, da se je gospod poslanec Dobovšek umaknil iz koalicije, ko je ugotovil, da po kakšnem letu dela ni storil nič, nobenega predloga pripravil, da bi se zadeve izboljšale, se je raje preselil med opozicijske klopi, kjer lahko samo kritizira. Dej ga, punca! Miro! Takšnega te pa ne poznam. Se je splačal skeširati Izraelcu, da te je spremenil v tipa? No, zdaj, tukaj moramo vedeti, nekaj, da se med dotičnima možema vrti zgodba iz telenovele. Miro je pred izvolitvijo Bojanu obljubil mesto notranjega ministra, a ga je zaštihal hrbet in raje zbral frau Gjörkeš. Pa se je izkazalo, da je Gjörkeš Bojanova mama, vse pa šlo k vragu, ko je mogel Miro prodati svojo haciendo, da je dobil denar za zdravila. No, nekaj od tega je res. Kakorkoli že, december je bil za predsednika vlade res radodaren. Najprej mu je Janša podaril Murkov koledar, potem mu je pa Dobovšek podaril svojo novo knjigo. Glede tistega osebnega pristopa pa vam podarjam knjigo Peta veja oblasti. Bod vesel, da ni Norveško kraljestvo, Miro. Kar bi v bistvu lahko postala nova narodna tolažba za karkoli. Zgubil sem službo. Punca me je pustila. Stari, ko jamraš, saj nisi dobil Norveškega kraljestva. In boš prebral knjigo Miro? Knjigo si bom seveda pogledal, kot mnoge druge knjige, ki sem si jih že pogledal. Pogledal jo bo. Miro, pogledal si res veliko knjig. Bral si pa sam 5 prijateljev. Je tako, priznaj. Miro, to je knjiga, to ni Netflix. Sploh pa ne lagati ubogem Bojanu, da boš res pogledal. To je tako, kot ti friend da CD od Wernerja. Reče, daj poslušaj, stari, ful dobro. In ko narediš, kaj? Priješ domov, se preoblečeš, zakuriš kamin, naliješ kozarc vina, vklopiš CD player, vzameš Wernerjev CD, ga vržeš v kamin in tako naprej. Jebe se ven. Je pa ministrica Anja Kopač Mrak vsem zelo nazorno povedala, kaj si misli o situaciji, svetu in vesolju nasploh. Poglejte jo. Vlada bo vzpostavila, zagotovila možnost tega nadzora in če bo Računsko sodišče njegov izvajalec, verjamem, da ga bo dobro opravilo. Ne bi se mogel bolj strinjati s tabo, Anja. Ne bi se mogel bolj strinjati. Tako smo bili cel teden v naši pisarni.
ki smo gledali to. Hej, živijo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!